V Muri sem se zaposlila takoj po srednji šoli, stara 19 let, v želji, da se čim prej zaposlim, da si omogočim nek vir zaslužka. Tudi moja mama je bila zaposlena v Muri. Obe dve sva na en dan dobila odpoved, ko smo šli v stečaj. Vzdušje na začetku in zdaj proti koncu je bilo zelo tako, na začetku je bilo fajno. Vsi smo držali skupaj, noben se ni bilo kakega pretiranega grupiranja. Ko smo prišli na skupno normo, smo dejansko vsi imeli skoraj iste plače, ne. Se pravi, vsi so bili vezani na normo, ne, katere skoraj nikoli niso mogli preseči. Ljudje so delali vedno več za čisto mizerne plače. Žalostno je bilo to, da smo delavci vedno več informacij dobivali z ulice kot strani samega vodstva, ne. Nikoli nas niso poklicali skupaj pa rekli, zdaj bo pa, za 2 meseca stečaj oziroma, da je tako zelo kritično, ne. Zgodilo se je ravno to, po zaključenem dopustu sem nastopila delo v Muri, se pravi takoj po porodniške, brez izkoriščenega dopusta. Potem sem pa po 3 tednih ostala doma. Z danes na jutri, se pravi, firma je šla v stečaj, z mamo sva ostala en dan doma, obe dve brez službe, brez dohodka, v 6-članski družini, ne, v enem dnevu 2 člana ostaneta doma, svet se ti ruši, ne. Človek brez dohodka, brez nekih rezerv oziroma prišparanega denarja tega časa ne more preživeti, brez da si sposodi denar, da lahko živi normalno naprej, ne. Tako da je težko, no. Celo, kjer sta ostala 2 doma, tako naenkrat, pisale so se strašne zgodbe. Nazadnje, sicer po prijavi opravljeno delo na črno, ne, sem se pol odločila, da sem vzela popoldanski espe. In 1 leto sem delala kot zaposlena v Muri na popoldanski espe, samo tega ne zdržiš, teh pritiskov ne moreš zdržati. Tako da smo se odločili, da, mi starši dajo svoje prihranke, da si sposodimo, dodatni denar, da vzamemo kredite, koliko se jih da, ne, brez hipoteke, ker moj ati ni dovolil hipoteke. Da smo pol začeli, ne. Dejansko mi je družina cel čas stala ob strani, ne, brez, to še vedno poudarjam, da brez družine pa brez svojcev te poti nikoli ne bi izpeljala tako, kot sem, ne, tako uspešno. Se pravi, za peko peciva oziroma slaščic, tort sem se ukvarjala že cel cajt ljubiteljsko. Se pravi, med samim stečajem se nam je porodila ideja, da bi lahko iz tega naredili našo novo poslovno pot oziroma, da bi se s tem začeli ukvarjati. Pomoč družine oziroma svojcev je v veliki meri vplivala na to, da sem se sploh spuščala na to pot, ne. Ko na primer odpiraš espe, ne, prežet z veliko strahov, bi nam zelo, zelo prav prišlo tem malim novim podjetnikom, ne, da bi nam država stopila, na pot, pa bi nam omogočila lažje, odpiranje espeja, mogoče kakšno finančno spodbudo, katere pa na žalost nismo bili deležni, ne. Tukaj v Prekmurju je dosti ljudi pustilo svoje zdravje v Muri, ne. Najhujši so pa bili tile strahovi, ne, negotovost, ne veš, če boš lahko prehranil družino, če boš preživel naslednji mesec, se pravi, negotovost ob tem, ker ne veš, če boš dobil naslednjo plačo, ne. V Muri sem se zaposlila leta 1983, takrat sem imela skoraj 19 let.
Ta zaposlitev v Muri mi je bila zelo pomembna. V tistem času se je ogromno mladih zaposlovalo v tej naši Muri in dobila sem priložnost, da sem se zaposlila v proizvodnji kot ena odskočna deska moje zaposlitve. Poleg rednega dela sem upravljala tudi funkcijo kot predsednice sindikalne podružnice tovarne Mura in partnerje, istočasno pa tudi kot član sveta delavcev oziroma namestnica predsednika sveta delavcev. Če se takrat spomnim, ko smo dobili prvo plačo oziroma prvo izplačilo, je bilo prej kot pa prva plača, ker takrat je Mura poslovala zelo dobro. Delili so se oziroma delavci so si prislužili dobičke in ta dobiček se je tudi razdelil med vse delavce, ki so bili takrat zaposleni. Vzdušje v Muri je bilo vedno krasno in takrat tudi razlike v letih med delavci so bile od 15 pa do 50, ampak nekako smo vsi sodelovali v sožitju in norme so bile in vsak je pač delal zase. Takrat je bilo pomembno, če si več naredil, več si dobil. Ni problem bil, delalo se je tudi 2krat po noči v enem tednu. Delavci smo bili solidarni eden do drugega, ampak nekje po letu 2002 je prišlo tudi do spremembe vodstva, do predsednika uprave. Takrat so se pa začele nekako rušiti naše pravice. Poznalo se je, rušil se je ta solidarnostni red. Nikoli v življenju ne bi rekla, da je naša Mura tako daleč, da se bo iz tega izcimil en stečaj. In ne vem, jaz sem pač do konca verjela, da to ni mogoče, da so vseeno takšne institucije v naši Sloveniji, ker bi lahko pomagale, ker sem bila član sveta delavcev in pa tudi sindikata. Smo z vodstvom sodelovali na vseh nivojih, tudi skupaj. Jaz sem verjela, da nam prikazujejo pravilne in podatke. Bila sem velika pripadnica Mure, pa mislim, da še zdaj sam stečaj je meni osebno povzročil velike težave doma oziroma pač za mojo družino. To je pomenilo, ko bom brez prihodkov. No, v tem času, ko so nam tudi izračunali odpravnino. V teh 6 letih smo dobili 2 dela izplačila. Enega smo dobili 2013, enega smo pa dobili lani, v letu 2015. Ta odpravnina ni bila celo bogastvo. In zdaj, ko sem dala ponovno vlogo za socialno denarno pomoč, je prišla odločba, da pač nimam pravice do te denarnega oziroma te denarne socialne pomoči, ker smo dobili odpravnino. Tako da mi 3 mesece pač ta denarna socialna pomoč ne pripada. Smo 5-članska družina, ker živimo pač z mamine penzije, kar znaša 430 evrov, kar je delala v Muri 35 let. No, po stečaju Mure pač smo ostali doma, ni bilo nekšne primerne zaposlitve oziroma tudi v sami Muri, katera je takrat kot zdravo jedro nadaljevala svoje delo, ampak
nekako me niso hoteli, ne vem, zaposliti, sem pač iskala v neto zaposlitve, preko Zavoda za zaposlovanje so bila razna izobraževanja. V tistem času sem se takoj priključila tudi v izobraževanje za nacionalno prekvalifikacijo poklica, socialno oskrbovalko na domu, katero sem uspešno končala. Recimo pol leta sem hodila v Rakičan, kjer sem se učila pisati prošnje. To sem mogla iti, ker drugače bi mi ukinili socialno pomoč. S tem, ko sem 26 let v Muri uporabljala računalnik, pa napisala mnogo prošenj za svoje sodelavce oziroma za njihove člane, kar so bili brez zaposlitve. Pa se mi je videlo izpod časti, ko se nekdo dela norca iz mene, ko me uči rokovanja z računalnikom in pisanje prošenj. Še vedno trdim, da znam napisati prošnjo kakršnokoli v takšnem času, ker obvladam 10-prstno slepo tipkanje in mislim, poniževalno se mi je zdelo, da me nekdo takšne stvari uči. Nas pa nihče ni vprašal, če imaš dovolj, če lahko prideš, če si lačen ali si žejen, moraš biti tam. V tem času, ker imam tudi evidentirano, sem verjetno poslala okrog 800 prošenj. V Murski Soboti sem dobila 3 odgovore. Po stečaju, ko sem pač brez zaposlitve, so se pojavile razne težave pri mene. Tako bom rekla, da je prisoten eden stres. Imam pa ene takšne izkušnje, ko so moji sodelavci spadnuli v takšne težave, da morajo iskati pomoč po različnih psihiatričnih bolnišnicah in nekako se zaprejo vase. Nekateri so napravili tudi samomor. Ja, v Muri sem se zaposlila, ko sem bila stara 17 let in pol. Pustila sem gimnazijo in možnost je bila se zaposliti ali na Muri ali pa v Gornji Radgoni na podjetju Elrad. Takrat smo vsi čutili pripadnost podjetju. Pač ni bil problem, tudi če so bile kakšne nadure za oddelati mogoče, ker so bile plačane. In takrat nismo bili številke, bili smo dejansko ljudje, ki so pač nas tudi upoštevali, pa so probali prilagoditi delovni čas, tudi nadurni, tako da še smo doma nekaj od družin imeli. Imeli smo tudi dopuste cel julij, na primer, tako da smo lahko bili z družinami, tudi na morje se je dalo iti. Dejansko, bili smo ljudje. Dejansko so se razmere začele na Muri slabšati že takoj po osamosvojitvi. Takrat se je začelo dogajati, da smo že počasi bili non-stop na delovnem mestu, brez petka in svetka, skoraj vse sobote. Dopusti so se začeli premikati v marec in november. Poleti smo imeli tam 2-3 dni kolektivnega dopusta v času tistega avgustovskega praznika. In to je bilo vse. Podjetja, da bi šlo v stečaj, to je bilo težko predstavljivo takrat. Mislim, grožnja je stalno več ali manj visela nad nami, tako da dejansko nihče ni resno jemal do mogoče 3 mesece pred dejanskim koncem. Takrat se je videlo, da so vsi pogovori, ki so se odvijali v to smer, da bi se rešila delovna mesta in ne vem kaj vse, da so potekali s figo v žepi. Največ informacij smo dejansko dobili ali z dnevnega časopisja, seveda s predvidevanja novinarjev. Nekaj je prišlo z ulice, ker je pač nekdo nekje nekaj slišal, pa se je pol z tega pač
pač marsikaj povedalo in na konec koncev se je ugotovilo, da so te govorice bile kar zelo realne, ne. Na koncu so že postali takšni odnosi med, rečemo, vodstvenim kadrom pa to, da dejansko bi nas najraje zalepili gor na tiste sedeže, ne, da ne bi več smela niti na WC, niti na vodo, niti na nič, ko dejansko, ko da samo še nekdo manjka, ki bi z bičem za hrbtom stal, pa ti ga dvakrat mahnil, pa rekel, da premalo delaš. Dejansko, stalno smo premalo naredili, ne glede na to, da so se dnevni normativi izpolnjevali. Dejansko se mi je situacija z refluksom še poslabšala. Predtem še se vse to dalo korigirati z tabletami, ne, in vse pa tudi sem se držala tega, kaj so mi pri zdravniki naročili. Stečaj in stres ob stečaju je sigurno bil dodatni krivec, še ravno mogoče ne tako hud kot tisto prej, ko ne veš, kaj da se dogajalo, ko dejansko si v negotovosti. Glede na stečaj, ne, in na vse dogovore, kaj smo jih imeli tistokrat pred stečajem z državo, ne, je bilo povedano, da imajo 9 milijonov evrov za prešolanje, pa delavcev, pa ne vem kaj vse, ne. Pa jaz sicer ne vem, kje se tisti 9 milijonov porazgubilo, ker dejansko nam država nekaj dosti ni pomagala, niti prek Zavoda za zaposlovanje, ne. Prijavili se smo, dobili smo tiste vpisne pogoje, kjer smo se pač odločili, da gremo pač šolanje nadaljevati s takšno ali drugačno prvo leto. So meni na primer šolnino za ekonomsko srednjo šolo v Murski Soboti plačali v celoti. Potem, ne, ko je bilo prvo šolsko leto mimo, smo se naenkrat morali vsi javiti na zavodu, so nam povedali enostavno, da so nam enostransko prekinili pogodbe. Ne glede na to, da mi nismo kršili členov, pa smo bili 100% uspešni pri realizaciji iz pogodbe, ne, z obrazložitvijo, da pač ni denarja, ne. Dobili smo seveda takoj obrazce, da si naj sami plačamo šolnino, pa nam bo pol 90% vrnjeni. Jaz sem za 1 leto dobila evropska sredstva, za 3. leto pa sploh več ne. Imela sem pač srečo, da mi je partner lahko omogočil to, ne, da sem pač dokončala, drugače pač bi mogla se izpisati, ko se je marsikdo. Jaz sem končala sedaj z to ekonomsko srednjo šolo, z maturo, seveda mi je pri mojih letih uspelo to tako dobro, ne, da mi je manjkala 1 točka do zlatega maturanta, tako da sem sama na sebe ponosna, ne pa tudi moji doma. Ampak kljub vsemu to ne pomeni, da se lahko zaposli. Ampak mi smo še glede na to, da smo še malenko starejši, pa to, pa nimaš mogoče prakse v tem, si pač težje zaposljiv, ne. In to je dejstvo. Še kot mladoletno dekle sem se v Muri zaposlila 1978. leta. Z delavsko plačo smo zelo dobro živeli. Imeli smo vse, kar smo želeli, marsikaj si lahko privoščil, šel si na morje. Včasih smo po cele noči hodili na plese, pa nam še vedno ostal denar na koncu, da smo lahko kaj si tudi kupili, tudi gradili, obnavljali. Marsikaj nam je še ostalo. Razmere v podjetju so se začele slabšati takrat, ko je prišel gospod Meh in smo prešli na skupinsko normo. Nikoli si nihče ni predstavljal, da bi se tako velikemu gigantu, kot smo mu govorili, lahko kaj zgodilo. Vedno smo govorili, Muri se ne more nič zgoditi. Ja, septembra 23. se je zgodil ta črni scenarij, da pač se ne bo delalo, da Mura mora iti v stečaj. Mi smo bili takrat na dopustih in šele po medijih smo zvedeli, da pač Muri se ne dela, da ne delajo, da štrajkajo, da naj se vrnemo pred Muro. 2 dni smo bili pred Muro, takrat so pač povedali, da Mura gre v stečaj. Smo šli nazaj domov, doma sedeli, čakali, kaj se bo zgodilo. Prijavili smo se na Zavodu za zaposlovanje
in pričakovali, ali nas kdo pokliče ali ne. Nekako mesec pa pol smo bili doma, pa enega dneva, ko kuhamo kosilo, zazvoni telefon, pa nas pokličejo, da pač, če želimo, lahko pridemo nazaj, da se vrnemo nazaj na delo. Vrnili smo se nazaj 2009, nadaljevali smo delo 3 leta, 3 leta. Med tem časom smo dobili drugega lastnika. Ta lastnik nas je zaposlil, najprej za določen čas, potem za nedoločen čas. In tudi tukaj so se začele stvari sukati prav v nasprotno smer, kot smo si pa mi želeli. Ko je Aha Mura šla v stečaj, takrat nismo izgubili službe, ampak smo ostali zaposleni pod stečajnega upravitelja. S tem, da smo pač nagovorili stečajnega upravitelja, da naj proizvodnjo ne zapre, da naj se proizvodnja nadaljuje, ker če se enkrat proizvodnja zapre, potem umre ime Mure, umre vse, ostane vse prazno. In stečajni upravitelj se je pač odločil, da naj nadaljujemo delo do dokončanja poslov. In tako smo pač delali 1 leto pod stečajnega upravitelja. Takrat se je zgodba spet začela odvijati, ne dobro za nas, ne za nikogar. Stečajni upravitelj je pač moral poiskati nekoga, ki bi odkupil to Aha Muro, vendar se ta scenarij ni zgodil, nikogar ni bilo, da bi nas odkupili. In je stečajni upravitelj dal v najem Muro Dušanu Gombovcu, sedanjemu direktorju te delovne organizacije. V tem podjetju naprej nadaljujemo proizvodnjo in delo. To je podjetje, ki se imenuje Arom, nas je pa 286, kateri nadaljujemo proizvodnjo. Če gledamo, da so nekatere mož in žena v tovarni, je zelo hudo. Je hudo, ampak ljudje ne pokažejo, da je hudo. Ali jih je sram, ali pa se vase zaprejo in enostavno stvari potisnejo pod preprogo in končajo.